Piezoelektrični ali piezozvočnik je zelo glasen zvočnik, ki uporablja piezoelektrični efekt za generiranje zvoka. Mehansko gibanje se ustvari z nanašanjem napetosti piezoelektričnemu materialu in to gibanje se pretvori v zvok za uporabo open in resonatorjev. Najpomembnejši del je zlati obroč, ki ga vidimo na sliki, pa lahko rečemo, da je srce vsakega piezoelektričnega zvočnika ta keramična plošča, ki se deformira, kadar čuti neko razliko med napetostmi. Večanje amplitude signala se bo odražalo kot večja piezodeformacija, pa kot rezultat bomo dobili večjo jakost zvoka. Lahko rečemo, da z večanjem napetosti se tudi večja jakost zvoka. Gumeni obroč služi kot povezava med keramično ploščo in bazo. 7 mm luknja pa je potrebna, da bi se zvok lahko širil. Če piezo piskača povežemo z voltmetrom, pa ga hkrati pritiskamo, opazimo, da proizvaja neko napetost. Bomo dodali še kondenzator, da bi shranili energijo, ki jo proizvajamo. Ko začnemo spet pritiskati keramično ploščo, na voltmetru opazimo, da se ta energija shranjuje, kar pomeni, da se napetost veča. Če hočemo uporabiti to napetost, povežemo par elementov, pa si pogledamo, kako naj bi ta tok izgledal. Smo povezali stikalo, kondenzator, ledico, upor pa diodo za izboljšanje outputa od piezo piskača. No, da bi nadaljevali z našim eksperimentom, najprej moramo napolniti kondenzatorje. To bomo naredili tako, nekaj časa pritiskali keramično ploščo. Zdaj samo preklopimo ledico. Vidimo, da ledica nekaj časa sveti, potem se pa ugasne, ko se potroši vsa energija v kondenzatorju. Si bomo pogledali še enega bolj enostavnega eksperimenta. Bomo dokazali, da ne potrebujemo komplicirano povezavo, da bi napajali eno ledico. Tudi tukaj plošča reagira na pritisk, ki povzroča električni tok, ki napaja ledico. V tretjem eksperimentu bomo počasi večali napetost, pa hkrati bomo opazovali, kaj se dogaja s piezozvočnikom. 200 volts, 300, 400, 500, 600,
700. Oh, it's starting to get a little bit louder. 800. Lahko opazimo, da se jakost zvoka, ki ga proizvaja piezo zvočnik, počasi veča z večanjem napetosti. Pa tudi to, da se vrsta zvoka spreminja s spremembo frekvence. It's 160 hertz. Z napetostjo ne smemo pretiravati, saj pride pri 1600 V do iskrenja, s čimer se keramična plošča uniči. Piezoelektričnost je sposobnost piezoreaktivnih snovi, da ustvarijo električni naboj kot odziv na mehansko obremenitev. Taki materiali so kristali kot turmalin, topaz, kvarc, lahko tudi keramika, pa biološki materiali kot so kosti, DNK in različni proteini. Sama beseda piezoelektričnost prihaja iz grške piezo, kar pomeni pritisk, in elektron, kar pomeni jantar, starodavni vir električnega naboja. Pojav piezoelektričnost sta odkrila francoska fizika Jacques in Pierre Curie leta 1880. Ena od edinstvenih značilnosti piezo učinka je, da je reverzibilen. To pomeni, da materiali, ki izkazujejo neposredno piezoelektrični učinek, izkazujejo tudi obratni piezo učinek oziroma notranjo generiranje mehanske sile, ki izhaja iz električnega polja. Že vemo, da kadar je piezo material pod mehansko obremenitvijo, pride do ustvarjanja zunanjega električnega polja. Ko se postopek obrne, zunanje električno polje raztegne ali skrči piezoelektrično snov. Primer aplikacije na tem področju je električni vžigalnik. S pritiskom na gumb majhno kladivce zadane piezoelektrični kristal, ki se nahaja znotraj vžigalnika. S tem se proizvede dovolj visoka napetost, da steče električni tok preko vžigalne reže, kar povzroči vžig plina v vžigalniku. Večina plinskih gorivnikov dela na takem principu.
Princip delovanja piezoelektričnih senzorjev je tak, da fizično dimenzijo preoblikuje v silo, ki deluje na dveh nasprotno ležečih ploskvah elementa zaznavanja. Odkrivanje tlakovne variacije v obliki zvoka je najpogostejša aplikacija senzorjev, na primer piezoelektrični mikrofoni in piezoelektrični pretvorniki za električne kitare. Piezoelektrični senzorji se predvsem uporabljajo z visokofrekvenčnim zvokom. Leta 2013 je podjetje Kyocera predstavilo piezoelektrične ultratanke filmske zvočnike, namenjene za njihov 55-inčni OLED televizor. So samo 1 mm debeli in 7 gramov težki. Upajo, da se bodo ti zvočniki uporabljali tudi z računalniki in tablicami. Obstajajo tudi še manjše velikosti, ki lahko proizvajajo enako kakovost in jakost zvoka. Visoko odzivni material, ki je uporabljen za izdelavo teh zvočnikov, zagotavlja bolj realistično zvočno izkušnjo. Njegove lastnosti zagotavljajo razširjanje razpona zvočne projekcije, ki zagotavlja 180-stopinjsko kakovost zvoka. Say you really love me. Let's go out tonight. Say you really